Živijo Valentin tukaj. Tokrat bom razglabljal o tem, ali je uživanje največja stopnja duhovnosti oziroma poduhovljenosti. Menda trpljenje pride zaradi neusklajenosti z duhovnimi zakoni in ljudje trpijo vsi iz nekega koristnega vzroka, da se naučijo lekcij življenja na tem svetu, in ko oseba te lekcije spozna, potem naj bi se življenje zelo kmalu zelo izboljšalo in potem taka oseba lahko zaživi polno, srečno, veselo, zadovoljno življenje. To je teorija, za katero se opravičuje tudi trpljenje na zemlji in za katero se je opravičeval Božji načrt, češ, da nas Bog vse čaka, da ga poslušamo, da se razsvetlimo in potem pridemo k njemu v raj, uživati večno življenje v izobilju. Uživanje lahko interpretiramo na različne načine. Je uživanje kot čutenje občutkov, dobrih občutkov. Lahko grem v meditacijo, si zamislim, si predstavljam, da nekje sem, na nekem mojem idiličnem kraju, kot je recimo kakšna tropska plaža, in potem, ko sem v domišljiji, si ustvarjam dobre občutke, ker se dobro počutim, češ, ker si predstavljam, da sem že tam. Ali pa enostavno se smejim, si rečem, problemi na svetu so v tistih stvari ljudi, ki jih imajo, naj oni sami z njimi se soočijo. Jaz sem za svoje življenje poskrbel, vse imam fino, za druge me pa ne briga. Seveda, če tako počnemo, če praktično ignoriramo trpljenje drugih na tem svetu in si ustvarjamo lastne dobre občutke v lastni domišljiji, potem seveda lahko doživimo veselje, srečo. Če pa pogledamo stvari širše, če razumemo, da nismo samo odgovorni za svoje občutke, ampak da so naša dejanja v preteklosti vplivala tudi na druga bitja in da smo marsikomu povzročili trpljenje, ki ga te osebe še vedno doživljajo, kljub temu, da se mi tega ne zavedamo, potem je pa zadeva drugačna. In tudi marsikdo, ki poizkuša napredovati po duhovni poti in sledi razne te napotke gurujev, duhovnih mojstrov, tudi nekateri od teh ljudi kljub vsem trudom niso zmožni izboljšati svojega življenja do te mere, da bi se osvobodili trpljenja in pomanjkanja. Kako to? Odgovor je v tem, da prvič, občutki, ki jih ustvarimo v naši domišljiji, so iluzija. Vsak občutek, kot čustvo, kot energija, ki jo čutimo v svojem telesu, je posledica konflikta, je posledica trenja. Kajti v našem umu
se odvojimo od te realnosti in zato, da ustvari domišljijo, srka življenjsko silo iz našega fizičnega telesa in ga na ta način uničuje. Občutki so kratkotrajni, ne moremo dolgo časa ohranjati občutek sreče, zadovoljstva, ker se s tem izčrpavamo. In tudi, če živimo zadovoljno vsled tega, da ignoriramo druge, se nam bo to tudi slej ko prej maščevalo. Ni torej po mojih izkušnjah in mojih dognanjih in zavedanju veselje, sreča, najvišja stopnja poduhovljenosti, ampak je lahko to celo znak egoizma, zanikanja osebne odgovornosti za trpljenje ostalih živih bitij na tem planetu. Najvišja stopnja poduhovljenosti je, glede na moje spoznanje, to, da se zavedaš posledic svojega delovanja, da obravnavaš druga živa bitja kot enakovredna in enakopravna, da si čustveno stabilen, da učinkovito dihaš, da ne uporabljaš uma, da ne ustvarjaš konflikta, ki se potem kažejo kot čustva, temveč da učinkovito dihaš in da si v zavedanju tega trenutka. Potem pa, da prevzameš polno odgovornost za čisto vse, kar obstaja na tem svetu oziroma v celotnem stvarstvu, ter pogledaš, kako lahko za svojimi bodočimi dejanji te razmere izboljšaš. To pa pomenijo konkretna praktična dejanja v smislu spreminjanja zakonov, denarnega sistema in vzpostavitve novega sistema, ki bo brezpogojno in sistemsko, avtomatično zagotovil dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja. Torej, da se bodo naravni viri, izdelki in storitve pravično, glede na potrebe posameznih bitij, razdelile na ta način, da ne bo več nobenega pomanjkanja, ampak da bomo vsi živeli v sožitju, v izobilju na tem planetu, kot v raju na zemlji. Več informacij v zvezi s tem najdete v opisu tega videoposnetka. Vabim vas, da se nam pridružite pri ustvarjanju praktičnega raja na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.